V občini Puconci so v sredo pripravili slovesen sprejem za 4 zlate maturante: Laro Kapun, Petro Ovček, Alino Kranjec in Lija Ratnika. Župan Uroš Kamenšek je na sprejemu poudaril, da so mladi ponos občine in njena prihodnost. Z enim velikim veseljem in pa tudi s ponosom smo vas povabili med nas. Namreč ste zlate maturantke in zlati maturant. Povabili smo vas z enim preprostim razlogom, ki vam iskreno čestitamo, da vam tudi povemo, da smo zelo ponosni na vas, na vaše dosežke dosedanje, da vam povemo, da tudi polagamo upe v prihodnje v vas. Želimo vam tudi povedati, da vam bo občina vedno stala ob strani, ko boste karkoli potrebovali. Seveda, kar je v naši moči, bomo z veseljem pomagali. Je pa tudi tako, da pač tudi znotraj občinske uprave, občinskega sveta je nekako bilo dogovorjeno, da bomo tudi mi stopili par korakov naprej pri razvoju mladinskih politik, politik za mlade. In seveda nekako smo pa hitro prišli do tega, ka noben od nas več ni tako rosno mlad, kot ste vi. In zato želimo, ko se bo ta mladinska politika oziroma področje mladih znotraj občine Puconci razvijalo v smeri, ki bo prilagojena vam. Torej, vi boste nam mogli povedati, kakšne so vaše potrebe, kakšne so vaše želje. Mi se bomo pa potem seveda po najboljših močeh potrudili, da bomo prisluhnili pa tudi izvedli, kar boste povedali. To vam pravim zato, ker želim, oziroma nekako želja vseh nas je, ko se čim več vključujete že v teh letih, torej zdaj stopate na študentsko pot, boste si zapustili naše kraje, vsaj med tednom, in nekako želja nam je, ko pa vseeno razmišljate tudi o svoji občini, o območju, v katerem boste delovali, ko se boste vrnili v študijo, čim prej, Torej želja nam je, ko tudi ne ostanete v Ljubljani oziroma v Mariboru, ampak pridete nazaj in da potem skupaj razvijamo našo občino po meri občank in občanov. To se zdaj mogoče tako sliši malo težko, pa malo filozofiranja, pa kakorkoli. Želim vam povedati, vi ste prihodnost občine, mi vsi smo z dneva v dan starejši, saj tudi vi ste, ampak vi boste tisti, ki boste v prihodnje kreirali, pa tudi vodili občino naprej. Zato prosim, razmišljajte o svoji občini in pa imejte že zdaj nekako v mislih, da ko boste prišli z študija, da pridete nazaj v domače kraje. Pa kakorkoli, jaz vam vseeno želim še enkrat iskreno čestitati iz srca za vaše dosežke. Nič se ne zgodi samo od sebe, torej pomeni, da ste že precej truda vložili v učenje, precej svojega časa vložili za zvezke knjige. Jaz sem prepričan, da ste si tudi za naprej izbrali področja, v katerih se v prihodnje vidite, ker vas veselijo. In vse, kar vam na koncu lepo želim, je to, da ste uspešni na svoji študijski poti. Poleg tega, poleg vseh študijskih obveznosti, pa tudi zajemajte življenje z veliko žlico. Mi smo tudi bili študentje, študentske feste so fantastične, tega se ne izogibate. Vse mora iti z roko v roki in res je pa tudi študentsko obdobje eno takšno obdobje, ko mogoče v ospredje prihajajo tudi še tisto področje, ki je v življenju zelo pomembno, to so pa življenjske izkušnje. Tako da vam želim tudi, da ogromno takšnih pozitivnih izkušenj že naberete, tudi mogoče kakšno negativno in se naučite na njo pozitivno odreagirati oziroma obrniti sebi v prid.
Tako da uspešno naprej, tudi na koncu vam bom še enkrat zaželel uspešno naprej. Zdaj bi mogoče predal najprej besedo direktorici občinske uprave Ines Magdič, da stavkom oziroma dveh, treh stavkih o vsakem posebej povej, kdo ste in pa kakšne so, kaj ste do zdaj dosegli. No, tako da Ines, izvoliš. Hvala. Lara Kapun. Lara prihaja iz Brezovcev, kjer je tudi obiskovala vrtec Vilo Čira Čara, osnovno šolo pa potem v Puconcih. Svoj talent za učenje je kazala že v vrtcu, vsega je s pomočjo učiteljev, potem tudi nadgrajevala v osnovni šoli. Pravi, da si bo osnovno šolo najbolj zapomnila potem, da ji ni bilo potrebno pisati NPZ-ja v 9. razredu, bila je pa zelo žalostna, ker pa zaradi koronavirusa niso mogle plesati na balete, tiste ta generacija. In 9 let osnovne šole je hitro minil in se je potem odločila, da bo svoje znanje nadgrajevala na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, kjer je izbrala smer predšolsko vzgojo. Srednja šola je bila za njo najlepša, hkrati tudi najtežje obdobje. Naučila se je veliko novega, med drugim tudi, da mora verjeti vase in svoje sposobnosti. Uspeh, ki ga je dosegla, pomeni, da dela dobro in da je vsak lahko uspešen, če je želja dovolj velika. Poudarila je, da te ne sme biti strah in nikoli ne smeš dvomiti vase. Svojo učno pot Lara želi nadaljevati, zato se je vpisala na Pedagoško fakulteto Maribor, smer predšolska vzgoja. Delo z otroki jo namreč zelo veseli in upa, da bo lahko v prihodnje delala v vrtcu. Petra Ovček. Petra Ovček pa prihaja iz Šalamencev in je prav tako obiskovala Vilo Čira Čara in je že v tistem času izkazovala navdušenje nad pridobivanjem in deljenjem znanja, saj je namreč zelo zavzeto razlagala, da ko bo odrasla, bo učiteljica. 9-letno obdobje je obiskovala osnovno šolo v Puconcih, potem je sledil vpis na gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomeru, smer splošna gimnazija. V tem času je predvsem zanimala geografija, nekoliko v ozadju je ostala kemija. Meni zelo zanimivo je to recimo pri Petri, da je za izbirna predmeta na maturi, poleg slovenščine, matematike, tujega jezika, nemščine in pač kemije in informatike, se je izbrala še 6. predmet izbirni, to je angleščino, drži to. Je prav tako sodelovala pri izbirnem predmetu ITS raziskovanje. V sklopu tega predmeta so skupino sošolk ob pripravi na podjetniško tekmovanje Popri razvile podjetniško idejo Tikva. Naravno nočno kremo za obraz, hladno stiskanim bučnim oljem, s katero so potem osvojile 3. mesto za najboljšo dijaško podjetniško idejo v Sloveniji. Pravi, da niti kup pisnih in ustnih izpitov drug za drugim ni nepremagljiv, saj je dosegla s tem naziv zlate maturantke, šolanje pa namerava nadaljevati na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na programu kemija in se po zaključku zaposliti na področju izobraževanja. Alina Kranjec, ona pa prihaja iz Puconcev, vrtec je pa obiskovala v Murski Soboti, osnovno šolo v Puconcih, potem je šolanje nadaljevala v Ljutomeru, kjer se je vpisala na gimnazijo Franca Miklošiča, prav tako smer predšolska vzgoja. Kot v osnovno šolo je tudi v srednjo šolo stopila zadržana, a vsako leto je postajala bolj samozavestna. Ona je pa sodelovala v projektu Erasmus, kar ji je omogočilo, da je spoznavala vrtce po Evropi. Preko projekta se je potem v 3. letniku odpravila v Španijo, v 4. letniku na Irsko, kjer so stanovali pri družinah, kar je še posebej dragocena izkušnja. Preko Erasmusa pa si je tudi izboljšala znanje angleškega jezika. Ob zaključku srednješolskega izobraževanja je dosegla uspeh, ki ga ni pričakovala, in sicer je postala zlata maturantka.
Pridobila je veliko izkušenj za delo z otroki, zato se je tudi odločila, da se vpiše na Pedagoško fakulteto Maribor, smer predšolska vzgoja. Delo z otroci jo izredno veseli, zato v prostem času vodi tudi rojstnodnevne zabave. Njena želja v življenju pa je prepotovati svet, a bo videla, kam jo bo pot zanesla. Potem še pa Li Ratnik. On pa prav tako prihaja iz Brezovcev. Prav tako je obiskoval vrtec Viločira Čara. Osnovno šolo je za njega predstavljala čast sklepanja prijateljstev in delanja marsikaterih neumnosti. Po tehtnem premisleku se je odločil nadaljevati šolanje na gimnaziji Murska Sobota, saj ta izobrazba po koncu šolanja omogoča vpis na praktično vsako fakulteto. Svoje nove sošolce je pričel dobro spoznavati šele v drugem letniku šolanja, saj jih je COVID prisilil, da so se šolali nadaljavo skoraj celoten prvi in slabo polovico drugega letnika. V spominu ima zapečatene zume biologije, kjer so bili postrojeni pred računalniki, saj jih je profesorica neprestano klicala in zahtevala, da ji nekdo odgovori na zelo specifična vprašanja. Čeprav mu vsako sredo ni bilo dostajanja ob 7 zjutraj, jih je profesorica svojo hiperaktivno energijo hitro prebudila in ji je zavedno hvaležen, saj so ga ravno njene ure biologije spodbudile k vpisu na medicinsko fakulteto. Izmed vseh predmetov mu najbolj leži matematika, rad je pomagal svojim sošolcem, ko so imeli kakšno vprašanje glede nalog. Na koncu se je ves trud izplačal, saj je na splošni maturi dosegel 31 točk in s tem postal zlati maturant. Oktobra pa bo začel študijem medicine v Mariboru z upanjem, da bo nekega dne postal odličen zdravnik, saj v Sloveniji občutno primanjkuje zdravstvenih delavcev. Verjame, da bi svojo prisotnostjo, četudi le malo, pomagal razbremeniti delo obstoječih in prihodnjih zdravnikov, medtem pa bi imel čas pomagati ljudem. Bravo. Malo več stav. Hvala, Ines, za prebrane opise. No, mislim, da po vseh teh besedah, ki smo jih zdaj slišali, lahko potegnemo zaključek, da je ena lepa, svetla prihodnost pred vami. Seveda nekako nakazuje tudi na to, da je občina tako v preteklosti kot v tem trenutku potegnila dobre poteze. Kaj želim povedati, dobro, ko novi vrtec zidamo, ker bomo predšolske vzgojiteljice rabili. Tudi otrok v šoli imamo dovolj, tako da bomo tudi učiteljice še dodatno rabili, doktore pa tako non-stop nicamo. Tako da jaz resno sem prav vesel, da je tam družboslovje in naravoslovje nekako lepo pokrito. Kot je ob koncu še dejal župan Kamenšek, si na občini želijo, da bi mladi upi čim več razmišljali o svoji občini in se po študiju vrnili, da bi skupaj razvijali občino po želji občank in občanov.